Živijo in lep pozdrav vsem skupaj, Krisi Žmahra ponovno z vami, tokrat z spet eno tako zelo zanimivo in zelo pomembno tematiko. In sicer smo v mesecu dviga energije in vsi vemo, da definitivno je ena izmed najboljših tehnik, da si dvigneš energijo, ravno meditacijo. Ker pa jaz kot učiteljica meditacije, ki ima tudi mednarodno diplomo, iz tega opažam nekatere stvari, da ljudje mogoče majčkeno ne grejo, sem se tokrat odločila, da se vam javim, da vam nekaj razložim glede meditacije, kar vam bo omogočilo, da vam bo z meditacijo šlo še lažje, še uspešneje in da boste definitivno dosegali rezultate, ki si jih želite. In sicer veliko ljudi rado meditira, zdaj sami meditirajo ali meditirajo s pomočjo vodenih meditacij, ni pomembno, ampak kar sem ugotovila je razliko med ljudmi, ki imajo dobre rezultate iz meditacije in ljudje, ki mogoče nimajo takih rezultatov, kot bi si želeli, je razlika v tem ljudje, da ležite. Jaz sem videla, da ljudje mogoče nimajo dovolj znanja iz same meditacije, namreč ogromen ljudi, ki meditira, leži. In to se tudi, ne vem, po raznih, ne vem, kakšnih krajih to uči, ampak jaz bi vam hotela zdaj povedati resnično osnove meditacije, zakaj se to ne dela. To je zdaj res globoko znanje, katero sem jaz tudi dobila od zen mojstrov, katero sem dobila preko tega mojega študija meditacije, ampak jaz vam bom to na zelo preprost način povedala, zaradi tega, ker boste potem tudi najlažje razumeli. Zakaj se med meditacijo ne leži? Zaradi tega, ker meditacija ni sproščanje. Dostikrat pravijo, da je meditacija sproščanje, ampak veste ljudje, meditacija ni sproščanje. Sproščanje je v bistvu posledica meditacije, ampak osnovna naloga meditacije ni sproščanje, ampak je načrtno usmerjanje in grajenje energije. In kad ti nekaj načrtno usmerjaš, je seveda to zelo močno in seveda tudi kreira. Zdaj pa, če ti nekaj delaš in energijsko delaš, in ležiš, takrat ne delaš. Ljudje rečejo, pa jaz delam, saj jaz meditiram. Ja, ampak glejte ljudje, gre se za čisto podzavestno stvar. Vi vsak dan greste zvečer spat in ko se vi uležete, date telesu že od majhnega to navodilo, čas je za počitek, to je ena stvar, in čas je za spanje, po domače povedano, ugasni se, kaj ti telo zdaj greva v spanje. To pomeni že, ko ste se rodili, ko ste bili dojenčki in so vas dali spat, že od majhnega se telo trenira in s tem tudi podzavest in celični spomin se trenirata, da pomeni, da ko se uležeš, razumete, pomeni, da spiš in počivaš. In to je spomin, katerega imaš ti toliko let, kolikor si na planetu Zemlja. In zdaj, če greš ti meditirati in se uležeš, tudi če boš ostal buden, podzavestni program telesa, jaz počivam, se ni nič narobe s tem. Ali pa jaz se sproščam, prevladuje pred tem, načrtno gradim energijo. Ne pravim, da je to narobe, ne me narobe razumeti, pravim pa za dobre, močne rezultate, manifestacije, kreacije, življenjskega poslanstva. Torej, ko hočeš nekaj razrešiti, doseči, priklicati in tako naprej, takrat ne moreš ležati zaradi tega, ker potem v bistvu imaš ti en namen podzavestno, ima pa telo drug program in zdaj se ta dva gresta, kdo bo koga. Sej nekaj se dogaja, pa tudi če ti zaspiš, se z meditacijo nekaj dogaja, zaradi tega, ker zadnji si ti dal namen, se nekaj dogaja. Ampak najuspešnejše stvari, najuspešnejši rezultati so, če ti seveda sediš in imaš nacentrirano energijo in imaš naravnost hrbtenico, ker zravnana hrbtenica in biti pokončen pomeni kreiran in prisotna sem v tem trenutku želim doseči to in to in to. Vidite, to je zdaj druga energija. Tudi recimo, če vam jaz zdaj rečem, vas zdaj nekaj učim, in vas na tak način učim in nas zdaj poslušate, najbrž drugače dojemate, kakor če bi jaz tole delala. No, veš,
meditacija je ena taka fajn stvar in v bistvu se med njo ne leži, ker a razumete, kakšen je občutek zdaj ali pa kakšen je občutek zdaj? A ste razumeli? Najbrž bi vam bilo tudi malo smešno, če bi k meni prišli na meditacijo, pa na tečaj, pa bi jaz tam ležala pa govorila. A vidite, ista stvar je. To pomeni, ne delamo tega v službi, ne delamo tega kjerkoli, ne delamo v naših karierah, ne delamo na obiskih in ne vem kaj. Vedno smo prisotni, smo zravnani in smo v neki komunikaciji. In meditacija je komunikacija za tvojo dušo, za tvoji angel in tako naprej, kar pomeni, da zahteva proces prisotnosti. Zdaj bi vam pa rada, ne rabite mi verjeti na besedo, da zdaj za ta teden, ki prihaja, vsi tisti, ki seveda redno meditirate, samo zamenjate, da nehate ležati, okay, in da začnete tako meditirati, pa boste videli, koliko se vam bo dvignila energija, dvignil nivo manifestacije in resnično vam bo boljš. Tako zdaj sem razložila, zakaj je to tako in upam, da sem vam definitivno pomagala in zelo bom vesela, če boste moje besede tudi preskusili. Tako to je to je za ta teden. Prihaja pa kmalu tudi tečaj meditacije pri meni, a ne, takrat res lepe stvari učim in seveda bom dejansko pomagala vsem tistim, ki tudi želite postati učitelji meditacije. To bo, mislim, da 16. maja, poglejte na potovanje.si, za poletje smo pa pripravili izjemne meditacije za vse tiste, ki se pridete k nam resnično graditi s pomočjo meditacije. Tako vse to pogukajte na potovanje.si. Želim vam en lep teden, eno uspešno meditacijo. Se vidimo in srečno!